življenju duhovnika je najbrž en tak prelomni trenutek tisti, ko pride domov pa pove, da se je odločil postati duhovnik. In to zna biti včasih tak lep dogodek, mogoče pa enih malo manj lep. Ljudje najbrž to, starši to najbrž na različne načine sprejmejo. Vse vete ono slovensko molitev, oče naš, da nam duhovnikov, samega sina ne. In zdaj, Jure, ti si dal to že čez, mi bi te pa malo izzvali na to, zdaj ti si pač tu, z teh krajev, ampak glede na to, da v različnih krajih so različne navade, bi zdaj ti kar sodeloval, si bodoči duhovnik, to sta tvoja starša, jaz bom režiserka in ti bom točno povedala, kaj moraš narediti. Pač tvoja naloga je, probali bomo namreč različne situacije. Za vse tiste, če se mogoče med vami kdo počuti poklicanega, da bi postal duhovnik, pa ne ve, kako bi to doma povedal, boste zdaj videli par primerov, mogoče uspešne, mogoče pa neuspešne. Torej, si mlad fant, ki pride domov k staršem, oče, mama, kakor kdo, in tvoja naloga je, da ima poveš, duhovnik bom. Ja? Zdaj pa, najprej mogoče začnemo kar tu na štajerskih koncih, oziroma ali bi začeli na koroških koncih, glede na to, da bomo začeli na koroških koncih. Ja? Probi to čim bolj avtentično koroško zdaj narediti, velja. Aha, naj predstavim, to je naš make-up, make-uperka, ona bo cel čas skrbela za dober izgled, tam je domača hiša, potem je smejka zraven in pred hišo mati. Pa kamerman, ja, tako. Imamo še zvočne efekte, malo v ozadju, ne? Pa ja, ne bo zdaj samo mati. Ata, ti boš pol, te bomo ponucali. Nimamo te kolike plače, da bi ti dali za vse. Dobro, ok, torej tvoja naloga. Kamerman pripravljen? Kamerman je? Dobro. Snimaj zdaj najprej ta kader, pol imamo tam, pol njeno reakcijo. In koroško, torej, koroško narečje. Akcija. O, kak so še te okne zamazane. Mama! Kaj pa je? A veš, kaj je bogoslovje? Kaj pa to je bogoslovje? Jaz tudi ne vem, kaj je bogoslovje. Pa veš ti jo, a ne bi ti to na onmu tvojemu internetu pogooglil? Jaz bi bil fajmošter, pa me je župnik rekel, naj grem bogoslovje. Kaj Marija, a res? Ja, menda. Ne. Koroško je čist preveč lahko. Jaz sem pa se gmajtna. Ja, ne. Pa to je že znano, to si že, koroško, da nisi bil koroško, ampak to, si bil blizu, je bilo kar dober korošci, je bilo? Ja? Se pozna eno leto na koroškem, redu, ampak dajmo mi še malo probat, mogoče tu med nami kak Primorc, ki bi naprimer kdaj rad postal duhovnik, pač kak bi to na Primorskem izgledalo, ne? Ja? Pa tu imamo res enega takega avtentičnega Primorca, tako da še malo več treme imel, vse veš, ne? Torej, kar ista scena, kamerman, si? Najprej kader snimaš njega, kako pride, pa Ata, pa pol tam, aha, efekti super deluje, to je odlično. Ja, hišna ravna streha, tako ja, na Primorskem, v redu. Ok, dobro. Mama ven iz scene, zdaj te ni zraven. Tako, pa kar gremo, akcija. Ma dobro, ma Ata? Ma ki? A veš ti, kaj je bogoslovje? Ma daj prinesi tanjurno. Jaz bi šel v laminat. Ma ki ti je? A veš, kje je? Laminat imamo doma. Lep prinesem tavurno. Ki? Tavurno? Ki? Taverno, tavurno. Kam si me poslal? Ma ki ti je? Ma jaz bi nek mog prinesti. Ma ki bi mogel prinesti? Ma nek sklet, malo bolj okroglega. Ki okroglo? Pršut. Taverno! Šalam. Tata, jaz bi šel bogoslovje. Ma ki ti je, čokolada, marmelada, ma kaj si šel? Ma kaj si Mona?
Zdaj sklepamo lahko, da je ta navdišen aplavz pomenil to, da je bilo še kar avtentično, ali kak? A se strinjate? A bi bil? Sam, a veste, meni se je to zdelo čisto tako preveč smešno. Pač, zdaj, fajn bi bilo, a ne, da pride bolj do izraza ta odločilni trenutek, a ne, ko ti prideš, pa poveš, če se te hecaš, pol to gre kar tako mimo, sploh neš, da si povedal, pa gre kar, pa si že župnik, pa si že imaš že srebrno mašo, pa že vse mimo prednji sploh. Je, ne moreš to malo bolj tako poudariti, naprimer, če ti to tako, stilistka za dramatično sceno, velja, zdaj bomo eno tako dramatično sceno naredili, tako da bo bolj tako, tako da bo tako bolj posebno, velja. Ne, popravi nazaj, ni v redu. Ne. Kamerman, si? Dobro? Ok. Torej, res, da pride ta odločitev tako do izraza, bi zdaj tako dramatično ti to zaigral. Tako res dramatično. Mama, bomo tebe porabili. Dramatično, a veš, dramatično, da bojo tule zdaj vsi dol stolov padli. A velja? Pretiravaj, to želim zdaj videti. Ful dramatično, ker prej je bilo kar nekaj, mislim, samo neko hecanje. Tako da bi govoril o čigumi. Efekti, dramatični efekti. Mama, se imaš še mojega brata. Ok, meni je bilo sicer to ful všeč, pa res je bilo dramatično, sam, a veš, kaj si fale, mislim, oba dva, tudi ti igralka, dej pridmar sem, mislim, to je še vedno taka, a veš, taka modra, zrela odločitev, a ne, mislim, nisi se odločil, da si boš kupil, ne vem, roza lak za nohte, ampak da boš postal... ampak da boš postal bogoslovca, ne, mislim, to je taka ful resna, modra stvar, modra odločitev, ful pomembna, ful zrela, taka meditativna, ko si ne boš ful premišljeval o tem in pač moraš to tudi na tak način tako povedati, zaigrati, ne, mislim, tako, da se pokaže tisti zreli duh, a veš, igralci, a veš, a veš, ok, kamera si, ja, torej, scena se lahko pripravi za kitajski tempelj. Ja? Imamo kitajski tempelj. Joši! Tam par kung fujevcev v krog. Joši, tule! Joši! Dobro. Ja, evo, super, odlično. Oče, ti si super kung fu mojster. Ja? Tam imamo par kung fujevcev zraven. Ja, Pikachu, na primer, ok. Torej, tvoja naloga je, da zdaj to tako, mislim, da oče se je že dal tak ta pravi mojsterski položaj, ne? To duhovno, meditativno, tako s takim malo štistim vzhodnjaškim, azijskim, kung fu meditativnim načinom, malo bolj tako. Sin, pristopi. Ena noga gor. Davte. Povej. A moram se stati? Lahko iztegneš nogo. Naprej. Naprej. Oče. Ja, sin. Imam ti nekaj povedati. Povej, sin. Odhajam. Kam, sin? Odhajam k velikemu mojstru. Jaz sem veliki mojster. Katoliške vere. Kateri Bog je to? To je Jahve.
Ali znaš držati monstranco? Ne boš naučil. Ne znam. Ali me odpuščaš, oče? Odidi. Lahko dam nogo dol. Eno, oče. Ok, ta je bila ful dobra. Sam mene, na primer, jaz pač, a veš, jaz imam še vedno neko vsoto denarja, ki jo pač lahko vam razdelim. In če pač moj ta film traja tako dolgo, vam moram dati jaz pač kot igralca več denarja, ne? In pač to je čist preveč počasi bilo. To je skočeno, da je tako ful hitro, a veš, da je vse ful hitro, da pač pol je to v film, na primer, v 5 sekundah, zato da jaz ne rabim toliko denarja plačati. Vredo? Ok, ful hitro, mislim, Tako, aha. Stilistka tako frizuro, kot da je šel veter skozi. Veter lase, ali? Ja? Ja? Tam piha veter, burja, orkan, hitro vse, ful, gibanje, tudi vi hitro, da bomo hiter konc. Ok, ti kar skoči gor zato, da boš prej, a velja, samo en korak, da ne bi dva naredil vmes, ker pol bo čist predolgo. 1-1, ti si že kar pripravljena, že preden dokonča stavek, že lahko kar naprej, a velja. Tako, ful hiter, ok, akcija. Kameraman, hiter snimaj. Pa smo nad okne pomiti, pa moram posebno skuhati, pa moram, to. Mam to pokazuje, pa ne reči ne. Kdo? Ok, stop, Jaz sem že zamudil. Nekaj je bilo, pa ne vem kaj. Ok, super. Zdaj pa nas pa mogoče, če bi mama bila pripravljena sodelovati, nas pa mogoče res zanima, kako je pa to v resnici izgledalo. Cvet je veseli muzika, je v redu. Čisto tako povedala, čisto resnico. Zvečer smo z očetom sedeli z Atnom v mizi, smo spreva prišla, smo pila kavo, na malo boljše smešno, da smo pila kavo zvečer. Ampak kar naenkrat, ko smo samo vlak 3 ure, se vsi razravnajo, malo poslušam najbolj pogovor, pa naj gleda in sem jaz videla na njemu, da bi pač on nekaj rad, ne? In v tiste, on naj prekine, pa pravi, mama, papa, jaz sem si pa premislil. Tisto prvo premislil, ne vem, mislim, jaz nisem razumela njega prvo premislil, ne. Pol je pa le rekel, jaz ne bi več hodil više gradnje, ne rekel, jaz bi šel pa v bogoslovje. To je bil tisti prvi, ki mi je njegov trenutek pa nama povedal, ko bi šel v bogoslovje. In seveda nekaj smo takrat takoj pomislili na duhovništvo. In moram vam povedati, da potem, ko smo odšla v dlev nazaj, smo oba odjokala, majhna otroka, to so solze, kaj tak zvrle. Ker takrat je prišel tisti potem za nama tisti spomin, ko sem ga ja še pod srce nosila, ko se je može sanjalo, da bo en od najinih sinov, da bo duhovnik. In tisto doživetje takrat začelo nama pač hoditi naprej, da je mogoče to tisto, kar je takrat bilo nama naloženo, da so pač angeli prišli povedati, da bo en od najinih sinov duhovnik. Najlepša hvala mami. Zdaj pa še da poslušamo sinovo verzijo. Kako je podobno mami? Aha, jaz bi sem dodal, da tist dan je ful deževalo. Pa okna so bila odprta. Mogoče bi bolj dodal detajle.
Jaz se ne spomnim točno tega dogodka. Bolj se spomnim takrat, ko sem bil pri župniku, ko še vidva nista vedela, da sem jaz že šel iskat župnika, sem pa naletel na sestro Jožico v župnišču in sem takrat sestri Jožici povedal, da bi šel študirati teologijo, ne pa v bogoslovje. Še isti večer pa župnik na vrati mi stisne roko in pravi, da čestitam. Torej, greš v bogoslovje in potem sem pač trmast, pohod, skačeš. Smo vlekli voz, ki smo ga začeli vleči do konca. Tega se pa res ne spomnim, no. Vem, da... Ja, vem, da enkrat ne bi rekel. Ok, zdaj pa iz enega takega lepega, sladkega dela spominov v drug lep, sladek del. In zdaj se na vrsti. Julija, eno nalogo imam za tebe, spet boš mogel Čindaro voditi. 10 minut, pol pa pride torta, tega, gremo na polke, pa Čindaro, tako?
vsi čakajo na to torto. Te pa samo povabimo, da jo začneš rezati. Slovesni prvi porez, da narediš, potem bodo pa kuhali prevzeli naprej. Dajte en aplauz, da ne bo imel preme, no. Drago jutro, ne skrbite, torto bomo doprinesli kelnarji. Super.